Danes je z nami Robert Lešnik, vodja oblikovanja pri Mercedesu. Robert, kakšna je vaša vloga oziroma kakšen je vaš pravi naziv? Ja, pomemben detajl, vodja zunanjega dizajna za osebna vozila. To je moj naziv. To je vaš naziv in vodite koliko sodelavcev spodaj? Vodim oddelek približno 20 dizajnerjev in praktično neverjetno, s kako malo ljudi oblikujemo vse avtomobile pri Mercedesu. Kakšna je bila pa vaša vloga pri, naprimer zdaj, ko danes predstavljamo S-a? Koliko je, bom rekel, vašega dela, koliko je dela tu, ali je gre bolj za neko nadzorno funkcijo vaših dizajnerjev? Jaz sem prišel k Mercedesu v 2009 in ravno to leto je bilo tisto, ko se je ustvarjal, praktično oblikoval ta razred S. Takrat še jaz nisem bil v moji današnji funkciji, jaz sem bil takrat vodja tima. In tudi kot vodja tima normalno, navadno delaš svoje predloge, skice in modele in dejansko bil to moj predlog, ki je bil potem tudi marca 2009 zbran. In potem, kako dolga je pot do realnega? Ja, glede na to, da smo ta avtomobil uradno predstavili 15. maja, kar točno 4 leta kasneje, potem si lahko predstavljate, da je pot kar dolga. 4 leta recimo. So pa verjetno potrebni v zadnjem trenutku tudi kakšni popravki? Ja, v zadnjem trenutku je relativno, zato ker mi dizajnerji navadno spremenjamo dejansko do konca. Ampak pri enem serijskem produktu, seveda avtomobilu, se je treba koliko toliko držati teh recimo milestones, teh točk v procesu, ker drugače enostavno s tem, če bi jih prevozil, prekoračil, bi ogrozil začetek proizvodnje. Kakšen je pa sploh razvoj, v bistvu, ko enkrat narišete model na skico, kaj potem? Kaj se potem dogaja? Ja, najprej se vedno začne vse skupaj z skicami. Mi imamo dosti studiev po svetu, tudi v Kaliforniji, na Japonskem, na Kitajskem, v Italiji tudi in glavni študijo v Nemčiji, Sindelfingen. In, kaj pa vem, več 100 skic. Od teh skic zberemo mogoče v tem primeru, ker je pač poseben projekt, S-razred, do maksimalno 10, 15, 1-4 modelov, pomanjšanje merilo iz plastelina. In potem se dela mogoče par mesecev na teh modelih, se reducira, tako da na koncu maksimalno 3 modele v merilu 1:1 ostanejo. In po določenem času, ko so ti recimo tako daleč, da se jih lahko pokaže upravnemu odboru, se izbere en model. Koliko vloge pa igrajo te zunanji studiji, kot pravite na Kitajskem in drugod po svetu, tudi oni kaj pripomorejo k temu? Ja, definitivno. Na začetku, v prvi fazi, kjer iščemo kreativne ideje, je vseeno, odkot te ideje pridejo, so zelo dobrodošle skice in predlogi iz teh studijev, definitivno, ampak kasneje v procesu, ko je potreben vsakodneven kontakt z tehniko, z inženirji, ki so praktično v centrali v Sindelfingenu, kjer tudi je razvoj Mercedesa in tudi dizajn, pač se vse skupaj koncentrira na nemški studio, definitivno. Kdo je pa tisti zadnji, ki da zeleno luč, da je to? Ja, zadnji, se pravim, izmed 3 modelov se zbere en model in potem se še približno pol leta ta model dopolnjuje, tudi tehnično seveda. In zadnja točka, ta milestone v procesu dizajna je tako imenovani design freeze. In ob tej zadnji prezentaciji praktično upravni odbor, v tem primeru šef upravnega odbora Dita Ceče, praktično da zeleno luč. Aha, on je tisti zadnji. Ja. A je tu tudi mogoče vključena tudi javnost, bom rekel, ali je to zelo skrivnostno? V tem trenutku ne, se pa javnost ne, ampak mi delamo tako imenovane car clinics, torej klinike,
kjer poprašamo potencialne kupce, tudi kupce recimo predhodnika in kupce konkurenčnih produktov, kaj mislijo, kaj menijo o tem dizajnu, notranjost kot tudi zunanjost, in dobimo seveda en feedback tudi različnih trgov. Kitajska je vedno bolj pomembna, oziroma azijski trg, ruski trg, ameriški tako ali tako in evropski, in pač potem dobimo mnenja, ki so zelo zanimivo, precej podobna. Kako pa, bom rekel, rekli ste sami, da ste avto videli v bistvu šele v Torontu pred kratkim prvič. Kakšni so zdaj prvi vaši vtisi, ko ste se denimo zdaj pripeljali iz Nemčije, iz Stuttgarta v Slovenijo? Potem, ko ste ga oblikovali, ko ste skica dali na stran, verjetno ga niste več videli, oziroma še zadnjič v vetrovniku. Praktično z tega design freeza do serijske proizvodnje navadno preteče 2 leti, 2,5 leti. In v tem trenutku nimaš s tem avtomobilom več nobenega stika kot oblikovalec, seveda proizvodnja se pripravlja, orodja se pripravljajo in mi delamo seveda na drugih projektih. Ampak tisti trenutek, ko ta avto vidiš prvič, in mi smo imeli to prezentacijo za novinarje svetovno julija, če se ne motim, v Torontu, v Kanadi, pač vidiš dejansko prvič avto, kako se premika med ostalimi avtomobili na cesti. In občutek je bil zelo dober. Sicer to je recimo riziko, določen riziko tega poklica, da ne veš, ali bo to, kar delaš danes, čez 4 leta še dobro oziroma moderno, ampak v tem primeru ni nobenega dvoma. A ste med sodelavci za, notranji in zunanji dizajn strogo ločeni? Imate mogoče vpogled, kaj se dogaja, oziroma imate kaj vpliva tudi? Mi delamo praktično, mi smo v eni zgradbi, en design center, sicer ločeni oddelki, ampak mi sodelujemo, seveda delamo z roko v roki, ne nazadnje delamo en kompleten avto in ne samo eno exterior design skulpturo oziroma notranjost brez lupine, recimo, ne? In na koncu mora vse skupaj pasati, seveda, in v tem primeru S-razred od zunaj in od znotraj. A bomo mogoče kdaj v prihodnosti videli, kateri so bili tisti 2 modela oziroma 3, ki ste jih potem izbrali, ali je to še vedno poslovna skrivnost, ki jo Mercedes ne izdaja? Zelo pogosto se v tej, recimo, strokovni literaturi, namenjeni konkretno avtomobilskim oblikovalcem, auto on design, car styling, oziroma par podobnih strani, car design news, so tudi tako imenovane design stories, zgodbe, in tam se vidi pogosto, zdaj ne vem, če bomo mi to komunicirali, ampak pogosto smo tudi v preteklosti dejansko pokazali vse 3 modele, ne, in pač napisali, ja, izbran model je bil model C. Pred vrati je novi S-razred Coupe, ki nadomešča, domnevam, Cela, bivšega, pokojnega. Pred vrati je tudi GLA. To so vaši otroci, vaši produkti, strani z vidika zunanjega dizajna. Kaj je novega še? Na katerem projektu zdaj delate? Če ni skrivnost. Seveda je skrivnost, ja. Delamo, recimo smo končujemo modele, avtomobile, ki pridejo na trg 2017. Ampak danes govorimo o avtomobilih, recimo, ki so bili definirani leta 2009 oziroma 2010. In pred vrati je frankfurtski avtomobilski salon, naslednji teden se začne, odpre vrata, in mi kot nemška firma Mercedes v Nemčiji, na največjem salonu na svetu, smo prisotni z kar nekaj pomembnih avtomobili. Omenili ste, prvič pokažemo sploh S-razred na salonu, potem koncept S-razred Coupe, GLA, zelo pomemben avto, Smart koncept in kar nekaj modelov, ki so zelo pomembni in so svetovne premiere. Kakšen je pa vaš dan navaden, delovni, ko pridete v službo, ko ni tega drena novinarjev pa tako naprej? Kaj se takrat dogaja? Kako je to v Nemčiji? Pri nas v Sloveniji vemo, kako to je, ampak v Nemčiji je verjetno to malce drugače. Ne vem, kako je v Sloveniji. V glavnem, pri nas je tako, da pač
Ljudje verjetno mislijo, da oblikovalec od 7 do 5 sedi za risalno desko in riše skic avtomobilčkov. Ampak temu ni tako. To skiciranje, čeprav sam tega več ne počnem, ampak naši dizajnerji, to je mogoče 10% našega časa, ostali čas praktično delamo na tridimenzionalnem modelu, plastelin modelu in klej modelu, in to je tudi tista realnost na koncu, ki jo pokažemo v zadnji fazi merilo 1:1 našim šefom, upravnemu odboru, in v najboljšem primeru je to tista realnost, ki jo potem tudi 3 leta kasneje na cesti vidimo. Tako da dejansko moj delovnik je recimo napolnjen z sestanki, z inženirji, z marketingom, z vsemi možnimi, mogočimi in nemogočimi ljudmi, ki so povezani z serijskim avtomobilom, ampak kljub temu poskušam si tako organizirati moj delovni dan, da le nekaj časa najdem za delo na modelu. Se pogosto vračate v Slovenijo? Relativno, mogoče recimo 2-3 na leto. No, super. Robert Lešnik, najlepša hvala, zagotovo še se srečamo v prihodnjih modelih, pa dobrodošli, kadarkoli pridete v Slovenijo. Hvala. Vedno smo vas veseli. Hvala. Hvala.